Španci, Grki in Portugalci so jezni na voditelje svojih držav. Ti so zaradi finančne krize sprejeli veliko varčevalnih ukrepov, ki močno vplivajo na njihovo življenje. Mnogi so zaradi varčevalnih ukrepov ostali brez dela. V Grčiji in Španiji je brez službe že vsak četrti državljan, med njimi je največ mladih. Poleg tega so močno znižali plače, povišali davke in določili, da morajo ljudje delati dlje. Za mnoge to pomeni, da nimajo več dovolj denarja za dom, hrano in nujne življenjske potrebščine. Zakaj je tako? Črni ponedeljek velja za začetek finančne in gospodarske krize. To je dan, ko je brez denarja ostala ena največjih bank v Združenih državah Amerike, Lehman Brothers. Ta dogodek je povzročil paniko med ostalimi bankami, zato so začele prodajati svoje premoženje. To premoženje pa je bilo vredno precej manj, kot so načrtovale, zato so ostale brez denarja. Ker ga niso imele dovolj, ga niso mogle več posojati podjetjem. Podjetja so zato začele proizvajati manj in odpuščati ljudi. Ameriške banke pa so povezane tudi z bankami po svetu, zato je finančna in gospodarska kriza prizadela tudi Evropo. Evropske države, ki so se več desetletij zadolževale pri teh bankah, niso več dobile posojil. Državam je zmanjkalo denarja, da bi poplačale vse dolgove. Poleg tega pa so že dolgo časa pred črnim ponedeljkom trošile več, kot so zaslužile, zato so se znašle v finančni krizi. Med državami v krizi so tudi Grčija, Španija in Portugalska, ki se iz krize poskušajo rešiti z varčevanjem. Zaradi tega so najbolj prizadeti ljudje, zato na ulicah glasno protestirajo proti spremembam, ki jih sprejemajo njihovi voditelji.